Treba začeti mogoče s tvojimi spomini kot Ločan na Malo Groharjevo kolonijo, ki je imela za sabo že slabih 30 let, ko si jo ti ponovno oživil. Ja, moji spomini sežejo res daleč nazaj v tisto obdobje, ki je še tako rahlo v spominu megleno. Jaz se spomnim, da sem starši, ki sta bila oba dva učitelja, hodil na te dogodke. Jaz se spomnim množice otrok, jaz se spomnim galerije, ki je bila nasičena s risbami. To je trajalo kar nekaj let, dokler nisem bil nekje 5., 6. razred, tudi sam direktno udeleženec kolonije. Vem, da nas je bilo več takrat, ne spomnim se natančno, vem, da je bil moj sošolec Igor Traksler, ki ima tudi kasnejše zasluge za obujanje te kolonije in z njim sva skupaj ustvarjala kot udeleženca kolonije, tako da to so te zgodnji spomini na Groharjevo kolonijo, ki se mi je zdela nekaj ogromnega kot otroku. To predvidevam, da so bila pozna 60. Ja, to so bila pozna 60., mogoče 70., začetek 70. Ja, ker to pravi prav od začetka. No, zanimivo, v tistih prvem delu je bila seveda ambiciozneje zasnovana, v smislu, da je trajala 3 dni. Takrat so tudi več kot dobrih 10 let prirejali izmenjave za Smederevsko Palanko, torej tudi gostili precej učencev. Tako da vas mogoče spomniš tega, recimo tega mednarodnega večjega dela. Si rekel, Škofja Loka je bila polna otrok, nekje sem našla podatek, da je leta 81, jih je skoraj 400, 395, rekordno leto sodelovalo in v bistvu 3 dni slikalo, ali 2 dni na ulicah Škofje Loke. Ja, torej bil res dogodek za Škofjo Loko. Jaz mislim, da je bilo tam tudi več akterjev, direktnih, tako občina, ki je tako šolski sistem, ki je bil direktno udeležen v organizaciji, kot tudi Zveza kulturnih organizacij, prek katere je potekala tudi finančni del. Torej, to je bil res ogromen dogodek, 400 ljudi, mislim, da bo to kar prava številka, da je bilo to tudi v bistvu dogodek za učence in za njihove starše, ker so starši, ker so družine gostile pač kolege iz Smederevske Palanke. Torej, to je bil res dogodek in to je bila ena množična prireditev, ki je res takrat zaznamovala celotno Škofjo Loko v tistih vikendih, ko se je to dogajalo. Ja, zanimivo je, da se je zdaj se je izkazalo, malo prej raziskovanje za ta projekt, pa malo pa že prej, da zelo veliko umetnikov, uveljavljenih profesionalnih umetnikov, imelo pravzaprav svojo prvo formativno izkušnjo na Mali Groharjevi koloniji. Skratka, da je bilo prvič, da se jim je zazdelo, da mogoče pa to res neki resen poklic, ravno čez ta ustroj Male Groharjeve kolonije. Ja, to je pač to, da otroci dobijo odmev na svoje ustvarjanje, to je strašno pozitivna zadeva. Jaz pa rad poudarjam tudi to, da če grem jaz v Ljubljano, kupiti kavbojke, je Šiška zame povsem drugačna, kot če grem zvečer na koncert. Torej, ta odnos do prostora, do končno tudi zgodovine, do tradicije, do utripa mesta je popolnoma drugačen, če prideš ti slikat v Škofjo Loko, kot če prideš samo na kremšnito. Tako da to se mi zdi, da to je en strašen impuls, da pač mlad človek intenzivno doživlja en likovno okolje in ga prenaša da to je lahko dejansko en impuls, ki lahko povzroči tudi to, da se s tem kasneje profesionalno ukvarjaš. To je pa zanimivo vidiš, ta pogled, pa nisem še pomislila, ampak seveda, v bistvu namen usmerja pogled človeka, kar mogoče ne bi videl, medtem ko iščeš motiv in se mi zdi tudi pomembno, poleg tega, da dobiš resno, tudi se nek resen feedback tudi od svojega dela, od teh profesorjev, ki so zraven in ne nazadnje razstava. Jaz mislim, da razstava nagrajencev, vse skupine, mislim, te stvari so tudi pomembne. Razstave so bile takrat na Loškem gradu, če se prav spomnim, v tistem prvem delu. Ja, v galeriji Loškega gradu. To je bila pač ena ogromna lepljenka, vsaj jaz se jo tako spominjam. Jaz mislim, da je tudi za Ločane bilo to
pomembno, ker v bistvu tudi skozi otroške oči vidijo skozi ustvarjanje vidijo detajle ali pa poglede, ki so tudi za Ločane zanimive, ker ko vsakodnevno prečkaš mestni trg, so tvoje misli pa pogledi usmerjeni bolj v tla, kot pa v okolje, ki te obdaja. Ti si pa leta 1995, ko si že nekaj časa delal, tukaj na JSKD-ju, prišel do te odločitve, kako je prišlo do tega, da mislim, da 6 let, mislim, da leta 1989 je bila zadnja, logično, seveda, tudi še izmenjava s Pederovsko pana kot celo, tako da se je zelo videl, da se nekaj dogaja, iz pogovorov, je prav jasno bilo. Prišli so drugi učitelji, celo leta 1989, ne več prva liga, ker je bil že Milošević. Skratka, na nek tak način skupaj z Jugoslavijo je takrat to nekako se je nehal in 6 let kasneje si pa potem ti to pobral in postavil nek čas in prostor drugačen, kako je bilo to? Ja, torej zanimivo je, da sem jaz prišel na Zvezo kulturnih organizacij jeseni 88 in 89 je bila ta ukinitev, ker je finančno šlo skozi račun ZKO-ja in ker stvar ni bila krita, se jaz spomnim dopisa, da s tem, da ZKO odklanja sodelovanje z Groharjevo kolonijo. Tako da sem bil pri ukinitvi stare in pri začetku nove prisoten. Ja, v tem času so se tudi občine delile. Torej, dobili smo novo tudi prostor, občina se je preselila v Žigonovo hišo in tam je bila ena veža, ki je danes malo odmaknjena, ker je v bistvu to samo služben vhod. Takrat je bila pa to ena lepa, zelo prehodna veža, za katero so me na občini prosili, če bi lahko skrbel za njeno likovno podobo. Takrat smo tam umestili tudi pribor, ali kako se to reče, za obešanje. Torej vem, da sem šel v Zminec k nekomu, ki je izdeloval take izdelke, tako da smo stekla imeli pa obešala. No in jaz sem začel v bistvu ideja je bila, da bi bila to na način galerija posvečena otrokom. Tako smo začeli v bistvu z vrtci, tako smo začeli z šolami. Jaz se spomnim na razstavo, enkrat smo poslikali vaše keramične izdelke iz komuna, torej arheološko zbirko. In otroci so na to temo dopolnjevali vzorčke, risali in tako dalje, bili ustvarjalni. No, končalo se je tako, da smo v bistvu posamezne šole vabili k predstavitvam in počasi smo prišli do tega, da bi se v bistvu vse škofjeloške šole skupaj predstavljali. No in to je bil začetek spet enega srečevanja. Kmalu smo škofjeloškim šolam priključili tudi šole iz bivše občine. In takrat smo dobili pristanek tudi župana, lahko rečem Igorja Drakslerja, da to razširimo spet v obujanje Groharjeve kolonije, za katero smo pa določili že v začetku, da je obseg, ki si jo zmoremo, tudi finančno in organizacijsko, to gorenjska, torej gorenjske osnovne šole in pa šole, ki imajo oziroma kraji, ki imajo s Škofjo Loko posebne prijateljske odnose. Predvsem je bil to, lahko rečem, kar fenomenalni v tem smislu Ptuj. Torej, Ptuj se je zelo dobro odzival na tem, Piran slabo ali pa slabše, bom rekel. Ptuj je bil pa navdušen in to navdušenje traja še danes. Tako da v osnovi gre v bistvu Groharjeva kolonija, kot jo poznamo danes, je obseg vse gorenjske šole in pa Ptuj. In potem si torej začel v okviru JSKD-ja pripravljati redne, enodnevne letna srečanja. Tako mogoče mi povedal malo več o samem procesu, o nagradah, o katalogih, kaj vse v bistvu zaobjema to, česar ne vidimo razstave, na koncu in otroke, ki slikajo. Torej, relativno hitro, v parih letih smo prišli na obliko, ki je še danes, torej vsebinsko-tehnična,
ki pa izgleda tako, da pač so 3 učenci in pa mentor iz vsake šole. Mi pošljemo vsem šolam razpise. Torej gre za enodnevno srečanje. Organizator zagotovi torej risarske podlage, gre za različne vrste papirja, od akvarelnega do grafičnega do pač je kar velik izbor. S tem zagotovimo tudi enotne formate. Vse podlage so žigosane, tako da gre res za extempore, torej da je ustvarjeno v tem dnevu. No, poleg tega dobijo vsi udeleženci majčke. Mislim, da je tudi kar pomembna zadeva, torej gre tudi za enotni zgled. Vseh ustvarjalcev seveda jih peljemo tudi na kosilo in popoldne je oddaja del. V zadnjih letih smo temu dodajali še eno posebnost, in sicer smo poskušali predstavljati profesionalne likovne ustvarjalce na različnih področjih. Torej na način, kam lahko ta ustvarjalna pot mlade vodi do profesionalcev. Torej bili so recimo Maja Šubičeva s predstavitvijo ilustracij, potem smo imeli keramiko, potem smo imeli karikature, torej par takih zanimivih predstavitvenih stojnic, kjer so lahko otroci si ogledali, kako izgleda življenje enega profesionalnega likovnega ustvarjalca. Posebno se nam zdi pomembno tudi, da so slike, ki jih zberemo, torej gre vsako leto je 10 slik se zbere, nočemo imeti tekmovanja v tem smislu, da so to prva, druga, tretja nagrada, ampak pač 10 slik po izboru selektorja. Te slike so predstavljene v potujoči razstavi, ki jo pač opremimo s paspartuji, torej za profesionalno predstavitev. In so namenjene popotovanju. Te so bile od Freisinga, Medičine, parkrat v Ptuju, v Piranu in tako dalje. Te razstave so bile redno na poti. In v bistvu teh 10 slik je že praktično od začetka predstavljeno v katalogu, ki pa je v obliki barvnih razglednic. Torej 10 barvnih razglednic, ki pa so tudi en dokument vsake posamezne kolonije. Mogoče se ravno letos odločamo, da bi pa to na način poskušali spremeniti, ker žal razglednice niso več aktualne torej ljudje ne pišejo več. Tako da je to ena stvar, ki se nam zdi, da je mogoče dobra za razmislek, da bi šli v eno drugo obliko ali pa mogoče torej to je ena sprememba, ki se obeta. Na vsak način pa se mi zdi, da je prav, da v bistvu to ostane, ker je to en dober dokument pač časa. Poleg seveda vseh risb, ki ostanejo, že v razpisu napišemo, da so to last organizatorja, ker se je dogajalo, da so starši hodili, jaz bi pa tako rad tisto slikico od naše hčerke, pa rečemo, da pač to ostane v lasti organizatorjev. Tudi nočemo teh slik dajati kot darila za sponzorje in tako dalje, ker se mi zdi, da je to, da ni fair play do ustvarjalcev. Tako da nastal je en velik fundus teh slik, ki bodo mogoče tudi zanimive za kakšno čist vsebinsko raziskavo, didaktično, s pedagoškimi pogledi na to, kaj se je v preteklosti, kako so se odzivali pač otroci likovno. Jaz mislim, da ta format je tako osnovno sodoben, tak prav, da lahko ostane tak, kot je. Mislim to, da se slika zunaj ali pa da se mogoče fotografira lahko ali karkoli, se mi zdi vedno relevantno. To zato, da se vidi dejansko stvari, okolja, veš, uvek nas je vedno opeta v nek kontekst. Ene stvari so pač dobre že same po sebi, ne rabiš dodajati ful stvari. Jaz mislim, da je ta format super. Tako da se mi zdi res tako, veš, da se nek format ful lepo prilagodil in da je dovolj nezahteven, da ga lahko še vedno peleš in dovolj
enih stvari lahko, če so ljudje pač dovzetni, se zgodi zaradi tega. Se mi zdi pa ful dobro, da se zraven doda, to pa se mi zdi ta nujen, da se doda zraven te pogovore z umetniki in podobne stvari. Razmišljam pa o naslednjem, ja, ta izziv, jaz mislim, da neki izziv pa po mojem bi počas bil, glede na to, da to dejansko je fenomen. Mislim, vedela sem že prej, malo Groharjeva kolonija, veliko enih nivojev. Da bi začel mogoče razmišljati, evo moje vprašanje, kje vidiš to, zdaj tlele tudi drugo leto bo 30 let, odkar si prevzel. Zbrali se je, se tako malo v glavi računala, že samo nagrajenih del, až 300. Kaj šele ostali? Mi smo tudi tukaj našli nas fundus v njih prvih 30 let slabih, a ne? Imaš kakšno idejo? Imaš kakšno tako čisto turško, skaj z delimi? Kaj bi rad s tem naredil? Enkrat, ko boš zapakiral za naslednike predvidevam? Ja, torej, res se mi zdi, da ena strokovna obdelava vsega tega materiala bi bila potrebna, oziroma eno strokovno oko, ki bi to pregledalo in ugotovilo marsikaj verjetno. Mislim, da celo ena strokovna več telo, ker bi bili skupaj tako zgodovinarji umetnosti kot predvsem pedagogi. Ja, ker sama oblika je tako, kot si rekla, v bistvu jaz sem bil nekaj let nestrpen, da se stvar ponavlja, ne? Ampak so me, moram poudariti tudi eno, torej bistveno zadevo, da imamo strašne dobre kontakte s mentorji, ne? Torej mentorji komaj čakajo, da pridejo, fenomenalni so tisti pogovori, ko otroci začnejo risati, ko se mi dobimo pri Homanu na kavi, in to je za njih v bistvu ena taka res kvalitetna študijska skupina, no, se mi zdi, ne? Neformalna sicer, ampak tam se izmenjajo informacije, čist šolske, interne, pa tudi kakšne druge, in pač tudi na podlagi njihovih reakcij sem prišel do tega, da obliko ni za spreminjati, da je to, ne? Končno je tudi izbor, se mi zdi, da je odličen, ker gre pač za 3 verjetno, če ne najboljše, pa vsaj boljše slikarje šol, a ne? Torej že tukaj en reprezentančen izbor teh likovnih mladih ustvarjalcev, a ne? Tako da je kvaliteta dejansko včasih kar presunljiva, če ne rečem pretresljiva, a ne? Torej gre res za kvalitetne zadeve in predvsem je pa to, kar sva že tudi omenjala, da s tem otrokom ponudimo ravno to, da imajo občutek, da jih okolje sprejema, a ne? Ker v bistvu en otrok, ki hodi v glasbeno šolo, ima redno produkcije, nastopa in tako dalje. Nekdo, ki pa slika, pa te možnosti žal nima, razen doma ali pa mogoče v šolskih prostorih, sicer pa teh risb oziroma te ustvarjalnosti ne vidimo v javnosti. Tako da tle je za njih sigurno ena potrditev, da dobijo majčke, da so celo nagrajeni, ker nagrajenim oziroma tem izbranim damo tudi za darila slikarska stojala, mogoče tudi to spodbuda, a ne, da slikarsko stojalo ni samo okrasni predmet, ampak da ostane pač aktivna stvar skozi njihovo življenje. Tako da se mi zdi, da kakšne revolucionarne zadeve si ne predstavljam v bodoče, dejansko pa en pregled preko tega, tudi se moram zahvaliti pač muzeju, da to je krepko izven naših dosegov in po strokovni in po organizacijski plati, takale razstava, ki ste ji zdajle priča, mogoče pa dejansko še eno tako strokovno obdelavo vsega tega materiala bi bila pa lahko pika na i, no. Se strinjam, pa se v resnici, ne? Midva se že 8 let vsaj pogovarjava o mali Groharjevi koloniji, odkar sem tu, in o tem, kaj da bi morali res nekaj urediti s tem arhivom in s tem, da pač ne. Tako da se mi zdi, pa vmes smo drugih stvari naredila, ampak ta državna pač razstava, JSKD-ja, ne, torej to, ko pač te bienalne, je bila, jaz mislim, da dober poriv točno zato, da smo se potem lotili tega fenomena in jaz sem res sem bila navdušena že prej, zdaj pa dejansko mislim, da gre za en res fenomen, zelo nujno potreben, ne samo v slovenskem prostoru, ki še vedno pomembno vpliva tudi na dejansko to profesionalno umetnost, ne? Pač na te različne načine. In tukaj bi samo to dodala, meni se zdi še to ključno, tudi majčke, vse to, ampak ključno se mi, da dobijo
profesionalno, tako kot profesionalni umetniki, razstavo, katalog, to se mi zdi odlično, da je vsako leto narejen. Skratka, tudi otvoritev in razstava, na kateri lahko svoje dela pokažejo. Bok ob boku z profesionalnimi umetniki in tudi zato se meni zdi dobro v resnici tudi, da tudi te državne razstave, jaz se da pač tudi za stiske s prostorom, ampak mislim, da je bolje temu tako, morajo sodelovati z javnimi galerijami in muzeji in so torej razstavljeni tudi te ljubitelji, ki bojo pač v tej drugi razstavi, ne, torej te polnost praznine, postavljeni pač skupaj z profesionalnimi umetniki v profesionalni galeriji, z vsem profesionalno opremo razstave, kamor sodi otvoritev, kamor sodi katalog. Ne. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Mogoče pa še ena taka čiste rahlo ezoterična, torej Škofja Loka je en slovenski Barbizon, no, o tem ni več dvoma in mislim, da so tukaj ene take ozemljitvene zadeve, no. To se pravi, tudi to je en tak razpon od otrok do amaterjev, do profesionalcev, se mi zdi, da je to redko, da se v bistvu, mogoče je primerljivo tudi to, kar mi na JSKD-ju počnemo Severjeve nagrade, so tudi v bistvu edine nagrade, kjer imamo od amaterja do, torej od študentov, amaterjev in profesionalcev in so v bistvu na en način stanovske nagrade, no. Torej pokrivajo cel spekter gledališke dejavnosti, tale razstava se mi pa zdi, da je idealen taka retrospektiva od otrok do profesionalcev na likovnem področju. Ja, in v bistvu kaže, predvsem, mislim, razstavo, ne, se veš, mi smo delali iz gradiva, iz materijala. Loka je pač posebna ravno zaradi tega, da eno je, to je ta moja teza, mislim, bila vedno napredna in sodobna, tako pri umetnosti kot druge, ne, drugi smo imeli elektriko na cesti, mislim, na ulici, žal Maribor prvo, ampak še kaj to so večja mesta. In seveda tukaj od srednjega veka, veš, od vseh mojstrov, ki so delali po Suhi, po Crnem grobu, hvala Bogu, ne, da smo bili furtnarje, ful enih mojstrov, ko smo se mi učili o njih. Preko Šubicev vseh do danes, pa dejansko imaš kaj več, mislim, gostota vrhunskih sodobnih umetnikov je zelo velika v Loki. Ne, to je eno, drugo pa, da opažam tudi, da ljudje so zelo angažirani, da razumejo kulturo kot neko skupno dobro in da pač vsi še popoldne delate kaj. Skratka, skoraj vsak ločan je vse na 2-3 družbah in to nekaj raziskujejo in kaj s kulturo in to je fenomen podobno, ne. Tako da v bistvu je močna scena na vseh področjih, ne, torej in profesionalna, in ljubiteljska, in zato so tudi mi močni, oziroma in tudi mi, ki pač to omogočamo to, vi za svojimi programi, mi pač ne, svoj muzejsko, mi pač to zgodovino, ne, kar bo ostalo in umeščamo. Zato imamo bolj odgovorno, tudi lažje delo pa vse, ne, delamo z vrhunskim gradivom. Po mojem lahko zaključimo.